Spoštovano občinstvo, če ste za, bi začeli nocojšnji večer, ko proslavljamo častitljiv jubilej našega dragega Jožeta Stableja. Preden začnemo, pa tehnično obvestilo oziroma prošnja. Tisti, ki je prinesel s sabo rešitev uganke, prosim, da to rešitev odda naši predsednici Tanji Petrič, ki tam zadaj maha, in pravilne rešitve bomo nagradili. Je med občinstvom junak? Odšla je, kakor je sredi. Torej, ni nihče rešil uganke. V redu. Skratka, prosim, da oddate sedaj, ko ne bomo razkrili rešitev in potem ne bi bilo fer. To je, kar zadeva tehnično plat. Skratka, še enkrat lepo pozdravljeni. Z mano je torej Jože Stabej, meni je Đurđa Srcoglavec in bom vas najprej prosila, da ste tiho in potem vas bom lepo pozdravila in pravim, da bom usmerjala ta pogovor, ki sem ga nekako zastavila v nekih 3 koncentričnih krogih pravzaprav, pa bi se v teh krogih pogovarjali o Jožetu Stabeju kot o ugankarju, o Jožetu Stabeju kot o glasbeniku in o Jožetu Stabeju kot o prevajalcu, uredniku, lektorju in tako naprej. Začela bi na začetku, kot se ponavadi začne, in sicer najprej samo kratek oris 90-ih let današnjega slavljenca, torej Jože Stabej. Pred 90 leti se je rodil v Mariboru, tam je živel 9 let, potem je bila med vojno družina izgnana v Srbijo, živeli so v Zemunu, nato do konca druge svetovne vojne v Zagrebu, potem do leta 1948 znova v Mariboru, potem selitev v Ljubljano. V Ljubljani Jože Stabej maturira 1950. leta na klasični gimnaziji, študira na oddelku za svetovno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer leta 1960 diplomira in tega leta konča tudi študij za operno igro Akademije za glasbo in 6 razredov glasbene šole Matica. Kaj se je dogajalo potem v nadaljevanju? Sedaj pa, Jože, prosim, povej nam o tem zgodnjem otroštvu, o življenju v izgnanstvu, o potem življenju v Zagrebu, o šoli in tako naprej. Ja, hvala. Mi smo živeli tista leta pred vojno v Mariboru v velikanski vili v polnem zastrupju. Zapravo smo imeli 5 sob, 5 pa 8, ne spomnim natančno. In potem seveda je prišla vojna, ne, in jaz se iz časa prej se spomni komaj česa, recimo najmlajšega brata se spomni, kako je vozil tricikl, ali kakšne take stvari, in vem, da je bilo, kadar je bilo treba kaj popraviti ali narediti, vedno je pošel na plan gospod Kepa in ta Kepa je žagal, rezal, vrtel, kar hočete, in je se naredil in bi ga rabo še danes, ker recimo na hiši kakšna stvar odpada, ker ni dobro. Ja. Zdaj, potem je bilo pa tako, ne? Nemci so zasedli Jugoslavijo, začela je najbolj Maribor, in seveda so vrgli oko na to vilo, v kateri smo prebivali, ker so rabili pisarne, seveda, za ta pritisk na pač tiste, ki so ostali. Imeli so pa hkrati tudi seznam vseh, ki so bili zavedni Slovenci, in sicer ta seznam je bil izgnanstvo. In potem so hodili, najprej so prišli, so zaplenili telefon, potem so zaplenili radio, potem so prišli, seveda, da je treba izprazniti, ker da vode tam pisarna, ne. In
Potem je prišel tisti trenutek, ko so prišli tudi po očeta in so očeta zaprli v Melsko kasarno, kjer je bilo ogromno drugih Slovencev, vsi z istega spiska. In nekaj dni po tistem smo bili pa tudi mi na vrsti, obkolili so, zvečer so obkolili hišo in so ukazali, da v eni uri, kar lahko ne odnesemo, ampak da gremo adijo. In so nas gnali skupaj, nas vozili to isto kasarno, kjer je bil oče, in to je bil tak svetlejši trenutek, da je on prišel se nam je pridružil in so nas vse skupaj zbazali v živinske vagone in nas zlifrali čez most, ki je bil pravkar podminiran in zasilno mariborski mrtvi zraven, seveda. In je bil spet potem obnovljen in smo mi bili prva kompozicija z vlakom, ki je šla čez popravljen most. Zdaj, popravim je tako, da morajo biti kamioni, ki so naloženi s peskom in ki so naklonjeni na tovorni vlak, da se vidi, ali tisti most kaj zdrži ali ne. Izdržal je nas, očitno smo bili predahki in po 2 dneh prevoza v teh kolonijih, ki so bili živinski, to spravi, brez vode, brez toalete, brez kakršnega koli udobja, smo pač posedali po tleh, koliko smo mogli, in so nas pripeljali skozi celo Hrvaško in del Srbije v Čuplje. To je mesto ob Moravi, presedaleč dol proti jugu v Srbiji. No in tam smo potem tako in drugače šli skozi Beograd, Zemun in potem Zagreb. In tam smo pa živeli, kako se je bilo znalo in moglo, mi pa tudi. Na koncu nam se neki dobriščina, neki češki tovarnar, ki je tudi bil izgnan, ker je bil jud, in nam je on odstopil hišo, kjer smo bili in ki sem si jo še ogledal, še zažival pred časom. In tam je pač šlo po svoje, da smo se prebijali, hvala Bogu, ostali vsi živi. In takoj po koncu vojne se je pa oče ukrcal na en tovornjak, ki je šel v Maribor in je šel v isto hišo, v isto stanovanje, ki smo ga mislili iti, to se pravi vanjše vseliti, ko bi ga dokončali. In je to trajalo, seveda, da je dobil tam dovoljenja in je bil pa tisto stanovanje je bilo pa ravno zapuščeno, ker je v njem stanoval neki visok SS-ovski oficir, ki je seveda popihal. In mi smo se lepo naselili, kot da ni bilo nič, smo se naselili v tisto isto stanovanje. In tam se pa začelo vse sorte. No, ampak potem je bil pa oče predstavljen iz Maribora v Ljubljano, ker je bil pomočnik ministra za promet, mislim, da se je pisal snoj. No in tako da smo potem morali iti v Ljubljano, vlasti, ker je oče se najprej vozil, takrat je vozil vlak v Ljubljana, Maribor je bil 5 ur, in je bila pa nesreča in je tu še nekaj staknilo, nekaj na glavo, oče tudi, ampak je bilo brez posledic kvarnih, razno za nas vse. Mi smo bili prvi zarubljeni, pa tako naprej, ampak je tiste moralo nehati se, tako da ni bilo več. In zdaj v Ljubljani pa tako, kako daleč želiš, to sem... Zdaj se malo ustavi, če lahko, pa se vrnemo malo nazaj. Kako pa je bilo s šolanjem v Zagrebu, v Zemunu, si kaj hodil v šolo tam in kako, v katerem jeziku si poslušal, v katerem jeziku? Daleč nazaj, jaz sem pri 3. razredu osnovne šole. In nas so naselili v popolnoma zapuščenem skednju in tam so bili nekakšni zasilni pogradi narejeni. In moj starejši brat, ki je 1 leto bil pred mano v šoli, in še 2 sosedovi, ker nas je bilo kar nekih familij,
In oni so se takole na eni strani, so se oni učili, cirilico, pa ne vem kaj, ne, jaz sem pa se strani gledal, ne. In bolj, ko sem bil pa jaz na vrsti, da grem po kruh, ker smo dobili takle hlebček kruha, smo dobili na dan za 7 ljudi, so me poklicali, so rekli, pridi v šolo, ne, in sem prišel, kaj se rekel, in potem sem moral se hvaliti, da napraviš ti za 3. razred, ne. In potem so mi dali tam eno cirilico, se nekaj čita. Jaz sem tisto prebral, dolgo gledal in tako sem dobil red in sem bil povzdignjen, da sem končal 3. razred in tako nisem zgubil niti enega dneva, ne, med vojno, kar je bilo zelo nenavadno, ne, ker ne bom govoril naprej, ampak eni, ki so hodili v šolo med vojno v Mariboru, so morali delati tako imenovane razredne izpite. To je bilo po 3 mesece predavanj in potem seveda izpiti, ne. Mi smo pa kar tako, da jadali 4. razred in tam smo pa že imeli latinca, klasinca in razne druge in šla šola, čisto zares akademično. Ja, in pa tako. In potem si v Ljubljani... Ko sem bil v 6. razredu, ne takrat na gimnaziji, klasične, ne, tukaj na Vizavi, in se je pa začelo, ne, zdaj pa Maribor, ki je bil pod Nemško, je bilo vse slovenske knjige so bile uničene, pa to zlasti učbeniki, ne, ampak, ne, v Ljubljani so jih pa imeli in jaz sem moral, recimo, o angleščini sem moral ujeti ne vem koliko let. Je bila tam prišel sem nihče drug, prišel sem na Skalicki, ki pa je seveda malo mlado zahtevna, avtorica nove vadnice, ki je nič ne ve. Ampak prebili smo se tudi do mature in tako. In v klasični gimnaziji, čeprav vem, si že kar se ukvarjal s posrednim prevajanjem, da tako rečem, kako je bilo s prevajanjem latinščine prek hrvaščine v slovenščino. Ja. No, zdaj, tako povem, moj prvi prevod je imel naslov Kako se kuva pekmez od štiva. Tako, ko sem hodil v šolo v Zemlju, tam je bila to Tomaša naloga, ne, in moja mama pridna, kot je bila Mira, sa skuvala tisti pekmez, ne, in sem jaz tudi to vse napisal, ne, potem je prišla pa ocena, ne, sadržaj odlično. O drugem ne šlo pričam, ne. Ampak pol je prišlo, pa smo se pa kar hitro naučili, kaj sem to, ono, tretje, potem sem bil čisto enakopraven član, ne. In na koncu se mi je ta profesor z angleščine, ki me je nadrla, kaj tam bilo še tega lenuha se nam je manjkalo, ne. Jaz sem prišel pa zdaj v razred, kjer jih je bilo 32, ne. In tako, ne. In potem je pa pravičila, jaz pa nisem mislila, da ste vi to, kar ste. Ja. Tista latinščina je bila pa tako, ne, mi smo imeli v latinščini se vsako leto zame ena knjiga iz klasike latinske, to se pravi literature, in se potem tisto malo preparira, pa se malo vzame naprej, potem pa spet malo vprašajo nazaj, pa tako naprej. Ampak tisto leto je bila na vrsti razmeroma tenka knjiga, ki smo jo že tudi kar nekaj časa imeli, ne, in smo vedeli, da bo treba v šoli znati prevesti en odlomek iz tistega ostanka knjige, ki še pride, ne. In takrat je bilo, mi smo imeli veliko stanovanje, smo bili v dolnih sobah in je tako rekoč ves razred prišel k meni in od tam naprej pa do konca te knjige si je tisto lepo iz hrvaščine, ki je nekdo imel za prav sedlico, ne, sem prevajal in potem je bil profesor Hodeček, čisto žalostni, ki prinese rezultate, ki je rekel, rezultati so več kot odlični, 3/4 odličnih, nobenega slabega, ne, in to jaz mislim, da ta reviš do konca življenja ni vedel, kje se je to zgodilo. Da je šlo za posredni prevod. V Ljubljani torej si se odločil, da boš študiral
na filozofski fakulteti, da bo to svetovna književnost in literarna teorija in hkrati oddelek za operno igro Akademije za glasbo. Ja. Kako je to združeno? Veš kaj, to je bilo tako, mi smo tle v Ljubljani smo imeli, kot rečeno, veliko stanovanje z okni na vrt, tam, kjer je bila včasih prehrana. In tam je vse odmevalo in jaz pa seveda si nisem mogel kaj in sem tudi na stranišču pripeval. Mi smo bili takole je bil pa Samus Perkol, znameniti bariton v operi in njegova žena Maruša Pat. Pa še tisti Mas Orel je tudi ne bil podnajemnik, ki je pa malo umrl. In zdaj tista Patika je poslušala mene, pa je rekla, da gospod ima pa glas, tako, gnali so me na audicijo, sem šel v opero videti audicijo, in pa sem prišel v roke čudoviti profesorci, ki se in tako naprej. Skratka, in bilo treba na glavno šolo, Pa, ker sem bil pa na Božiče za univerzo, se pa zašlo APZ, pa so bili akademski oktet, pa smo pili to, pa ono, pa tretje. Hkrati sem pa hodil tudi malo da se ponujati na radio, recimo tako, in sem tam čudo eni stvari, bodi si prevajal, bodi si je urejal, bodi je bilo treba tudi kaj zapet, pa je bilo treba kaj to, pa ono. In potem tako, kadar še enkrat pa blizu, kakšni hišiš, tisti je temu rekel, tale Miro Poč, ta novinar znani, in rekel, jaz sem tako kot kuhinjsko prase, in kaj to pomeni, da na vsaki kmetiji imajo enega pujsa, ki ga imajo v kuhinji, da jim proti poje tisto, kar pač ni za ljudi, in ker je blizu, se ga pač večkrat spomnijo, tako so se mene tudi, da sem imel povedela, da za študij je bilo tako. No, potem kot pevec, solist v oktetu v pevskem zboru, kot si povedal, si nastopal kar precej tako doma, v Sloveniji doma in takratni Jugoslaviji doma, hkrati pa tudi po kar resni tujini. Avstrija, Sovjetska zveza, Kitajska, Bolgarija, Italija. Kako je bilo? Ko si videl to, da tako rečem, tujino, no? Jaz sem to zgolj žurnalistom seveda, ampak je pa tako, da je pa vseeno težko priti zraven ali pa v resno znajo, kaj če lepo, da ti plačajo honorar, to je že, ker ta zadnja čas je bilo tega za ston narediti, ampak jaz sem se, smo še zdaj nazaj, reč mogoče bila to moja slaba odločitev, da sem vse te stvari naenkrat delal, moram ena ali druga, tretja. In pa še takrat, ki mi je bilo ponudeno, da bi bil v Cvirkov asistent mislim po diplomi. Na fakulteti? Sem odklonil, se mi je zdelo, da bom prej dobil stanovanje, če grem k novinarjem in sem bil takrat na tovarišu. K temu še, Jože, oprosti, k temu še prideva, torej k urednikovanju, pri tovarišu in tudi še drugod. Ampak veš, kako je, sej sam veš, ljudje smo takšni, da nas vedno zanima, kaj je komu od česa najljubše. In jaz bi te vprašala, ali imaš najljubšo skladbo, najljubšo popevko, najljubšo arijo, najljubši frak, ne vem. Ko sem jaz bil redaktor na Ilijana in sem tudi moral biti seveda lektor, sem dekleta, ki še pisala, vedno sem išaril pred superlaterije, sem rekel, nikoli ne piši naj to, naj ono, naj tretji, ker pa je enostavno, ne veš, si ljudej, in to tvoje vprašanje mi spravljalo za drego, ampak ti bom povedal tako, od knjig, recimo. No čakaj, zdaj mi o skladbi povedal. O knjigah bova potem v drugem krogu. Od knjig mi najbolj tista, ki jo trenutno prevajam. No, kaj trenutno poješ? Kaj trenutno pojem? Nič veliko. Budu naprej, pa partivski naprej, najrazličnejše. Seveda svojega programa. Včasih mi kakšna
skladba že, ker do nekaterih imam posebne. No, katera ti je ljuba? Ja. Ni treba superlativov. Katera ti je ljuba? Vse so ti ljube? Vse, čeprav včasih se mi zdi malo težko prenašam soprane, ker tiste, ki so včasih še take čudne, ne. Ali pa tudi, mislim tudi kot umetnik, pri umetnosti se mi jaz nekaj malo bolj zadnji, malo bolj tradicionalist, veš to, ne vem, bi težko rekel. Ampak vem pa, katera pesmica mi je najbolj všeč, ki sem jo napisal. No, povej. Ja, to pa moram prebrati. Torej, to ni prevod, to je tvoja avtorska pesem. Ja. Ni moja avtorska, ampak je Samuel Beckett, ne, v tem svojem uvodu, ki je že eden od malo hujših teh avtorjev, ne, ki se je pa igral na vsemi revije. Mi včasih smo temu rekli kubizem, ne, ko si začel kakšne čudne stvari. Je pa tako, imel sem problem, ker sem hotel rimati, ker prvi vers bi moral biti, kaj kdo ve o tehnici. Ne. Ampak tehnica je tako čudna vesela, da pravzaprav ne veš, ali se sploh s čim rima, ne vem. Ne. In je predolga in tako naprej. In potem se mi pa lepo svetilo in sem rekel, jaz bom rekel vaga, kaj pa bi to šlo. In potem je pa šlo, ker je pa prva rima je sagi. Saga in potem je pa vaga in ti se lahko. In zdaj, če lahko preberem, je samo 8 vrstic čisto kratkih. Zdaj pa pozornost na rime predvsem. Kaj kdo ve o sagi starega moža? Stehta nič na vagi, zmirni rob gorja. Izračunam vsoto vse svetovne bede, praznoto, strne v besede. Evo ga, to je zdaj ta prevod, prosim. Drugač pa moram veliko, zdaj so kakšne prebralnice, recimo vzame knjigo in jo vzame v prozno obdelavo, tisto moment, ker nastopi verzi, je pa odpove, ne. In takrat pa seveda na pomoč kuhinjsko prase, zato sem bil jaz, ne. Kuhinjsko prase, ki piše verze, ne. Jaz pa to vedno rad delam, tako da. Ampak jaz sem za pisanje verzov se rešujem, ker že od leta 65 sestavljam na vsakih 14 dni 6 ugank, ki so v verzih. Jaz bi vseeno malo ostala, Jože, dragi, vseeno bi malo ostala pri glasbi, ampak pri glasbi tako, da bi si midva zdaj malo odpočila in si bomo privoščili glasbeni intermezzo, kot se reče, če si pri volji. In sicer si bomo to privoščili tako, da bo na pol ostalo v družini, da tako rečem, kajti en drugi stabej bo sedaj nastopal. Prosim, na oder vabim Marka Stabeja in Miho Muka, ki sta priložnostni duo za danes večer in bosta. Hvala za povabilo. Poznava se že 120 let, ampak prvič nastopava skupaj sama, za Jožeta. Ja. Cerco l'estate e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento volare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio troppo azzurro è lungo per me, ma accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno, vengo da te, il treno dei desideri, a miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' Africa in giardino, tra l'oleandro e baobab.
come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno annaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio troppo azzurro e lungo per me, ma accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno, vengo da te. Il treno dei desideri, a miei pensieri all'incontrario va in greva. Sembra quando era l'oratorio con tanto sole, tant'anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora magnoio più da l'ora, neanche prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio troppo azzurro e lungo per me, ma accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno, vengo da te. Il treno dei desideri, a miei pensieri all'incontrario va. Il treno dei desideri, a miei pensieri all'incontrario va. Il treno dei desideri, a miei pensieri all'incontrario va. Hvala lepa. Kako se ti je zdelo tole? Prosim? Kako se ti je zdelo? Ja, fajn, krasno. Jaz sem hodil nekaj časa, sem bil zvest poslušalec, že sem hodil na njihove razne prireditve, pa včasih tudi kje rečejo, veš, kaj ta pa ni več zate, ti pa zdaj po doma ostane. Ja. Ampak jih še vedno spremljam in vseh bom rad in z vsemi sem, mislim, da kar v dobrem stiku. Ja. To so znameniti melanholiki. Ne pa tako uganjate, kaj pijejo, ne? Kaj pijejo melanholiki. Melanhol, ne? Da, bravo. Ja. No, odlično, torej greva k ugankam. Ja, no. Jože, kot ugankar, najprej si se uveljavil na Hrvaškem, nato si sodeloval pri ustanavljanju in razvijanju prve slovenske ugankarske revije Kaj veš, kaj znaš. Sledila je revija Kih, nato revija Kaj veš, 3 samostojne knjige ugank, številni članki in sestavki. Sodeloval si pri radijskih, televizijskih kvizih, kot snovalec, kot član žirije in tudi na TV Slovenija kot voditelj v znameniti oddaji Križ kraž. Kako človek postane ugankar in ali je ugankarstvo mentalna telovadba, ki kakorkoli pomaga pri prevajanju? Ja, po mojem je tako, da ugankarstvo je ugankar se moraš malo roditi. In jaz sem to počel tako kmalu, da sem takrat smo bili v Zemunu in kasneje sem bil še vedno v 3. razredu, da smo že dobili odgovor od vrtca iz Ljubljane, kjer smo bila z bratom spolnima imenoma naredjena kot reševalca, ki so rešila pravilno vse uganke. S tem se je začelo. In pa seveda, čim je bil karijeras papir, se je že potem mamo angažiral in je ona bila moja prva reševalka. Sej sem tudi stripe risal, ampak njihov noben se ni ohranil. Tako da tudi v vnuku bi jih zastonil skratka. In seveda pa je to šlo počasi naprej, jaz sem reševal kar naprej. Mama je zelo rada reševala pred vojno, seveda v Slovencu so bile Križanke, Atek, to je oče,
in bil odločeno proti. In to je stalo do konca življenja, ampak tudi da je kadila, se ni ono se sprijaznilo do konca življenja, ker bi ona bil borec proti kajenju. No, in pa seveda, pa človek začne, a veš, če te mika, potem začneš pa sam poskušati, kako bi se pravzaprav dalo to in ono in tretje, ne, in lepa nastopi tudi splošno znani Kaje Zankovič, poznejši pesnik in kaj je še vse, ker so Vlasa Šolca. In takrat je v Zagrebu, Hrvatom moramo priznati prednost, ker oni hitijo pred nami, ampak smo pa mi boljši zdaj, smo že zdavnaj prihiteli. Sva reševala neki problem, se je imenoval, to je bila 14-dnevnik, ne? In kasneje pa ti se spredi tam gre, se rekel, vse kaj tazga bi pa jaz tudi naredil, ne? In samo sem napisal pismo, pa nekaj prispevkov, pa sem poslal v Zagreb, ne? In stvari, kot reče, obrodila se plodom, ne? In od takrat naprej sem potem pač se stavila Hrvaške, ne? In to je bilo, bodi si ta problem, potem je ta nehal, potem je bil ilustriran vjesnik ali vjesnik v sredo, kaj je bilo, no se vlete v ganke in se je dalo, ne. Pol pa so se vendarle odločili v Ljubljani, so poskusili, da bi pa na revijo začeli izdajati v gankarsko, ne, sem pa jaz takoj začel tam gledati okrog, ne. In potem tista prva številka, ki jo je urejal ta znani šahist Vasja Pirc, ne, ki pa ni bil pojma o ugankah, ne. In je, ker tam so bile ene čudne stvari, jasne stvari so me prav zabavale, kaj je on imel vse za uganko, ne. In tako. Ampak in sem napisal oceno, strokovno oceno, ker sem bil pa že precej poučen po hrvaških in tudi po italijanskih virih, tam Sitimana in lingvistika in tako naprej. In sem napisal čisto orenk z vsemi pripombami, ne. Zdaj sem pa vedel, da pač ljudje smo zavrljivi, ne, da sem mislil, če pa ta Pirc zvedel, da sem to jaz napisal, mi ne bo hotel nikoli več objaviti, ne. In temu primerno sem tudi ukazal, da ne smejo priznati, kdo sem jaz, ne, in tako ni mogel izvedeti, ne. Je pa takrat je pa vmes nastopil pa zelo znan, naši pozneje popularni in nenavadno simpatičen Jaro Leskovšek, ne, ki se je pa lepo usedel in on je tiste momente izračunaval logaritme, ne vem za koga vse, in je napisal 16 strani dolgo pismo, ne. In tisti moment je Pirc pogledal v ime nekaj in ga je povabil, me je ponudil, če hoče biti urednik in je postal urednik on, jaz pa ne. Ampak on pa ni nikoli diplomiral, jaz pa sem, ne, skoraj, še nekakšna pravilna odločitev, da je bilo to, ne. In potem se je pa to nadaljevalo, pa sem pa jaz imel en kup enih pseudonimov, ker sem pa vse uvajal in sem pa hodil po drugih zgledih in tako da je bilo teh mojih Jos, pa jaz, pa ne vem, kaj vse sem še bil. Tako da je to bilo moje delo, ne. Sem pa jaz povzdignil, to pa je reklama, ki pa danes ne zasluži več tega imena, ker sem, ko sem šel vojakom, sem jaz pri vojakih sestavljal križanke. In ker sem bil pač, kar se reče, rezervni oficir, da sem malce ne imel možnosti, ne. In sem s temi križankami zaslužil več honorarja kot moja žena, ki je začela šele prvo šolsko kariero, če lahko rečem, ne, in se je morala, čeprav nam doseča voziti z avtobusom v Kranj. Ampak jaz sem že lahko takrat, in od takrat naprej je pač to šlo, ne, pa postal slaven malo tudi, ki te malo zadržuje, on pa ne, pa hoče v tebe kaj preveč, ne. In to se dogaja še do danes. In danes mi za prevod mi ne ponudi tako rekoč nihče več ničesar,
To pa sestavno križanke, kot si že dolgo niso, in mislim, da so kvalitetne, ne. Ker imamo svoje merilo in se jih moraš držati. Da. Kako se človek sploh loti, ali obstaja kakšen recept za sestavo uganke? V vabilu na nocojšnji večer smo vzeli iz tvoje knjige Kaj veš in znaš iz leta 92 uganko, kjer je treba pač v vsakem navedenem stavku poiskati po eno goro ali vrh v Julicih in se na prvi pogled zdi, da je nemogoče to rešiti. Kako prideš do tega, da tako zastaviš uganko, da pač z različnih črk potem prideš do rešitve? Polno je pravil, bolj ali manj strogih, nekateri se jih ne držijo in to ni dobro, ampak si ravno ta Leskovšek, ko je bil urednik, on je recimo postavil pravilo, da lahko sestavljamo samo iz samostalnikov, kar je lahko sicer zelo lepo, ampak rabiš tiste po dve, po tri črke, in recimo tri črke je naša kolegica, ki pa ni mogla iti, je bila tukaj majda kne, če imaš to KNE, to se zelo pogosto pojavlja, to je slovenska pesnica majda kne, recimo, in to naprej. Pa boš, je pa to zelo dobro, čim več izobrazbe, da izbira, zdaj pa spet pa ne moreš pa ne vem kakšnih trpalih, kaj ne najdeš kakšen desni pritok levega podetoka, ne vem česa, je tako, ampak je treba malo pomagati, ne daš kakšen anagram, ki je, pa gre naprej. In seveda se je treba držati tudi oblik, in poprečna dolžina besed ne sme biti pod 5 črk. In lahko ti povem, da je to težko doseči, ker seveda, če imaš kakšno za 9 črk je že, ampak če pa uporabiš kakšnih preveč po 2 pa po 3 črke, je pa teže. Tako da je težko bi to razložil bolj natančno, ampak tisti, ki to poznamo, se jih držimo in tako tudi potem ta svete. No, rešitev je poslal tudi Branko Gradišnik, poslal je meni po pošti in dovoli, da ti preberem, kaj je napisal. Branko Gradišnik pravi: Prosim, čestitaj v mojem imenu slavljencu, s katerim sva preživela včasih po več kratkih uric skupaj v sijajnih pomenkih. Sestavljanje labirintskih ugank je kot gradnja piramide. Naj si pri gradnji še tako zbran, ko gradiš, nikoli ne moreš vedeti, ali bo kdo našel skrivni vhod. In sem ti natisnila Branko Gradišnik. Branko Gradišnik. Ja, da. Da vam videl, da je bila z njim. Skratka, podpisal se je zelo umetelno. Urednik na Borcu, je tudi on prišel, ker je tudi pisal knjige, jaz nekaj zelo cenim, je lahko ekstravagantni je, ampak odlično vse zmedi. In sva se takoj zaklepetala, imel sem svojo sobo, tako da zelo krasno, in potem je šel pa tudi seveda k urednici, ki je bila pa kmecova, žena, Alenka, in je, pa sta se pogovarjala in čez leta mi je že ona povedala, rekla pa, ja, kaj je začel Gradišnik hoditi k nam, je šel tudi k tebi, in je rekla, ja, kakšen imaš ti vtis o tem Stambelu, je rekel, zelo fajn je, ampak malo preveč govori. No, ampak jaz sem pa o njem natanko to isto rekel tej isti urednici, da pa so imela take dobre pogovore. Ja, to je pa lepo. Sedaj bi pa malo spregovorila o tistem, kar vedno praviš, postavljaš na prvo mesto, ne glede na to, da se ukvarjaš z marsičim, in sicer prevajanje.
prevajalec, dolgoletni in številni tvoji prevodi, število prevodov po mojem štetju se močno približa številki 200. Če štejem od prvega knjižnega oziroma monografskega prevoda, in sicer romana Odloženo plačilo leta 1963. In potem se je zvrstilo cel kup. Prevajaš iz angleščine, italijanščine, francoščine, nemščine, ruščine in srbohrvaščine. Sem naštela vse ali sem kaj izpustila? Sem naštela vse jezike? Angleščina, italijanščina, francoščina, nemščina, ruščina, srbohrvaščina. Mikrofon. Ja, mikrofon. V mikrofon govori, prosim, v mikrofon. Če bi ti začel pripovedovati, kako si se kaj učil, bi to dolgo časa trajalo, ampak ne vem, včasih se reče, da imaš smisel za jezike, to smo morali najprej poslušati. In potem napisal kakšno zelo zgodno pesmico, pa tudi kje sem eventualno prevedel, ampak eno z drugim. Zdaj, nemščino sem se moral učiti v Zagrebu, ker je bil obvezen predmet, obvezno. Zdaj, angleščino smo se začeli učiti pozneje. Angleščino sem imel jaz težave, ko sem prišel v Ljubljano, da so bili oni daleč pred mano, ampak na srečo je bila takrat ena prijetna pomlad in jaz sem vedno s knjigo v roki šel po Tiru in sem si poiskal klub in sem se učil tiste stvari. In ni šlo, ker poslušaš. Ko smo šel na univerzo, je imel profesor Cvirk tisti znameniti seminar v petek zvečer in to je bil prijateljev Rok, prijatelj, znameniti Ion Prijatelj, je imel vsak petek popoldan, kar je danes nepredstavljivo, in tam so se nabrali v tiste mali sobi, ko priješ v Nuku v pritličje, priješ levo in prva vrata levo so tam slovistični seminar. In Cvirk je imel seveda govor, ki je hotel prestrašiti vse razne, take, ki pridejo samo za en dan. In je rekel, kdor ne zna francosko, nima kaj iskati na primerjalni. Jaz pa nisem čutil to pravi potrebe, da bi kaj iskal drugega. In sem še tisti dan šel k Miji Batestin, ki je znala odlično francosko, italijansko in nemško. In so se tam Zagrebu, ko se reče, včasih se je bilo malo nadležno, ker sem moral tudi peti, ona je bila hkrati pianistka stare šole in je imela baritonista, ne znamo kako se piše, mislim, da je bil Janovski ali kako, in je imela polno njegovih not. In me je silila, da sem jaz seveda pel in zdaj on je bil bariton, jaz bas, ampak sem se prizadeval, da je šlo tudi to, ampak je krapa. In pol pa sem videl, da pa kako pa je s temi literaturami, ker mi je od Cvirk mi je naprto original, ki ga ima Nuk, to je ki je avtor je Trisinov, Giorgio Trisinov, ki je upeljal pravzaprav veljavo Aristotelove poetike v zahodni svet. In seveda tisto se moral v Cvirku, kar samo omenil, da jaz to vse razumem. Pa teh prevodov pa nimaš, če vzameš ti, ne vem, Tolstoja ni vprašanje, da dobiš v kakšnem drugem jeziku. In tako je šla še italijanščina, pa kaj, da je odločilo se bi pa v ruščini sploh in da je zelo dobro v šoli. In da imam tudi anekdote, ker sem jih kakšnega zapeljal tudi narobe. Ampak je šla tudi ruščina, se pa hrvaščina tako, ker sem bil 3 leta v Zagrebu med vojna, jaz sem se tudi naučil. To ženem še naprej. Včasih mi je še žal pa pravzaprav
španščine, mislim, da vem, koliko si privoščil. Tako da, to so večji bohitski bolj različni. Moš pa paziti, kaj delaš, nekaj lahko kjer. Da, tudi tega se bova dotaknila. Že pri knjigah ali... Zdaj bova, da. Zdaj te vprašam, torej, vem, da ne maraš, ampak vseeno te bom vprašala, kateri je tvoj najljubši prevod? Ali imaš najljubši prevod? Ne moram ti reči. Sploh ne vem. Kaj pa tvoj Eni grejo bolj, drugi grejo manj. Sam zdaj eno od teh razlogov, zakaj jaz z teh jezikov vseh lahko prevajam, je ta, da imam ogromno križico. Nekaj imam še po očetu, jaz sem tudi, ker je bilo treba, mislim, prej je bil tale aparat aktiven, da si zdaj pa nič mogel kakšne stvari najti, zdaj lahko veliko stvari pogledaš, ampak hodil sem to kupoval in lahko rečem, da je skoraj ni knjige, ki je nisem vsaj kdaj kupil, da bo aktivno. In samo tega si ne smem predstavljati, da bi te knjige začel oddajati. Da bi, ne vem, stran ali karkoli. In jih imam kar na policiji in moram reči, če sem intimno odkrit, da sem bil sam sabo kar zadovoljen, ker sem včeraj lepo šel z lestvijo od policije do policije in sem gledal, da nekatere nisem vedel niti avtorja več, ali pa tudi ne vem imena. In torej, ampak se da poiskati, se da najti in potem si pa zadovoljen. To si pa potem zanesljivo. To je tako, ko če v banko narediš, pa ti nagaja, pa vedno reči, pa ne bom jaz tega vodiča več, Ampak ko si pa na zadnje, v desni zadnji piki luknji, ker pa to narediš do konca in izračunaš, da imaš poprečje čez 5, si pa zadovoljen, če si nekaj naredil. In to mi je všeč in sem sam do sebe dobil malo več spoštovanja, ker sem te knjige ponovno prebiral. So pa vse, tudi kritično moram reči, da to je slovenščina današnjega časa, seveda brez vseh teh nepopisnih, kaj so še zdaj tujke, pa spačenke, pa skalženke, pa še vse, kar hočeš. Je vredno, prevajanje je vredno. Se strinjam, prevajal si cel kup Nobelovcev. Izbrala sem glede na svoje preference, da tako rečem, na svoje območje jezikovno in področje, s katerim se ukvarjam. Nobelovca, ki letos obeležujemo 130 let od rojstva, in sicer Iva Andrića si prevajal. In to kar leta 63, ko je prvi prevod romana išel, so išli tudi prevodi njegovih, tvoji prevodi Poti, obrazov, pokrajin. Potem leta 78 Zgodovina in legenda, esej, ki si ga prevedel z Jankom Modrom. In potem še leta 2012 Andrićeve Fraterske zgodbe. Kako je prevajati Nobelovca, ali je Nobelovca prevajati kako drugače kot ne Nobelovca? To ni prav, čim bi ga začel kategorizirati, potem tistega, ki ga poceniš, ga hkrati tudi ne jemlješ resno, oziroma ni prav. Jaz sem bil tega Andrića zelo vesel, ampak začel se je pa že prej, ker jaz sem to štel pol, kaj je moja prva knjiga, ki je šla trdovizana. Že prej sem imel pa polno tega na tovarišu, na delu, so tisti tako imenovani en romani, pa ne vem, kaj se bude. In to sem pa dobil tudi že v 2 delih, to bi po Ellery Queen je bil nekaj časa zelo popularno, tako kot ne gre tudi, jaz sem to enega in drugega in tretjega prevajal, in potem je bilo pa končno, je bil pa ta, kot sem jo že omenila, je pa bil pa prvi pa zavezan in sicer
pa še ena, je bil en Kribič, ki je pa šel pod uredništvom Minatijevim in to pri mladejši knjigi. Je bilo pa tako, da jaz nisem vedno, kaj bi rekel, vplival na to, kar sem dobil v prevod, ker ko se je to začelo, so mi vedno toliko ponujali, da sem imel pravzaprav izbiro včasih, kaj vzamem, kaj ne vzamem. In ko se Bogu sem vzel, in pa se nabere tega. A bi nam prebral iz prevoda tega Andrića? Prosim, ne vem, jaz ti si po svoji liniji organizirala svojega sina, jaz sem ga pa tudi, ne. In sicer iz njegovih obrazov, ena oce, bi rekel, skratka, prikaz enega kmeta, pravzaprav, ne. Šta mikrofon, Marko? Ki jo pozval. Ta dober, po mojem. Kmet v zrelih letih. Kmetov obraz parajo in grizejo delo in sonce in dež, veter in sneg. Stiskanje zob in krč napora, ki se kar naprej ponavljajo, mežikanje in gubanje, s katerim se oči in lične mišice branijo pred neusmiljeno pripeko, pred mrazom ali burjo, razorjajo ta obraz v vseh smereh in mu dajajo barvo temne ali rdečkaste zemlje, nad katero se tako pogosto sklanja. Strah pred zanko in presenečenjem, napor, da bi uganil tuje misli in načrte, da pa ne bi prekmalu izdal svojih. Vse to je pritisnilo svoj žig na ta obraz. In preden kmet dopolni 40 let, je ta obraz že izoblikovan in izdelan. Koža trda in temna. Mišice se jasno kažejo. Adamovo jabolko štrli naprej, vrat je naguban in razširjen. Oči ne gledajo kot v mladosti povsem usporedno, temveč gre vsako malo po svoje. Vse je izoblikovano in ločeno drugo od drugega, nad vsem pa ležite ravnotežje in mir zrelih let. Meni je bil všeč in mi je všeč ne samo zaradi teh, kar je najbolj razupitne, to se pravi Most v Rini in Travniška kronika, ampak to so te stvari, so jaz namenil odziv, ker ta kmet zaživi pred tabo kot, bi rekel, arhetip, ampak hkrati pa kot oseba. In te stvari so večinoma zna pisati, pa šel zna pisati, če bil, jaz sem bil posvečen, ker je prišel takrat, ker smo zbirko slovenskih prevodih, celo Andrića je izdala DZS, in je on prišel tudi na predstavitve in tako naprej, zelo simpatični šel, bil poleg vsega drugega. In tako da je bila priložnost, in pa tako malo manj me je mikalo tisto, ki je potem prišlo ta Đarđić, ki se je nekako zapisal, da je njegov poznavalec, je napisal veliko preobsežno knjigo o tem istem človeku, in se moral to seveda tudi zvesto tudi prenašati. In če nisem povedal, bom pa zdaj, pri prevajanju se je treba držati čim bolj zvestobe izvirniku, seveda ne v slabem, kot nekateri, ki ne znajo, pa hočejo prevajati, in streljajo debele kozle. Lahko to povem, da je zdaj o kozlih. O kozlih lahko, izvolite. Ja, recimo, čakam sam, da je šli to, kar sem. Recimo tisto sem povedal, kako se kuva pekmez v redu. Zdaj pa nekje imajo pa tako, vse ne menijo na pravilnost. In potem ena nekje pravi, v nečem je bilo na televiziji, da je bilo 6-mesečno število, seveda pravi 6-mesčno. Potem nekdo je prevedel, so se pojavile molilne ptice, prevod iz angliščine,
Seveda molilne je prej, če moliš če bi popravi, je pa to se pravi izvir, namesto enostavno, da bi rekel, ujede, ki imamo krasen slovenski izraz, je on napisal molilne ptice. Ali pa recimo vojaki, ki so hodili, ko je še bila Štelunga tako imenovana, in tam je vmes bilo, nekdo se je čudil, da je bilo vedno, vsi so imeli poleg drugih stvari, ki si jih moral prinesti vojakom, so imeli tudi rovčke. In potem pa je ne vprašal, pa kaj ti to skozi nosiš? Je rekel, pa se piše naramnice, mislim, da hočem reči nasprotno, niso bili rovčke, ampak so bile rovčki, so bili naramnice, se bile namesto, recimo, naramnica, pa če to boš, ali pa nekdo zelo ugleden prevajalec, sem jaz pa slučajno po tolikih letih dobil od njegov prevod, ki je bil ista stvar, kot se je. Jaz moram, da nastopa v Bosni, seveda, pri Antiču, kaj pa, vidim in to je kot destinacija nekega gusarja in takega lopova enostavno. In tisti vidim je, kot si vemo, je še danes je to mesto v Bolgariji, v resnici pa je bila to ena največjih ječ v tistem delu Evrope. In tam je prevajalec, ki je rekel, da nekam dolgo ne pride na Dunaj. Iz Vidina naredil Dunaj. In to se on ni prvi, zato ker je Marko Pohlin je napisal, da je postalo, da je vin pravzaprav slovensko ime, zato ker je rekel, ko so prišli iz Slovenije, pa so stali na hribu, pa so spodaj videli Dunaj, so rekli, a vidiš, je rekel, to je potem postal vidim, to ni. Meni je posebno všeč, mi je pa tale, nekdo je hotel, da pa zna srbohrvaško, pa je rekel takole, juči sem skoraj zamudil vlak, skoraj mi je ušalo, je pa sem ga ujel. Kar pomeni, včeraj si skoraj zamudil vlak, skoraj je šel v vame, komu sem ga ugriznil. Ujesti je ugrizniti, mi je dobro, ja, in tak je vse pomeni. Jože, če si za... Prosti, jaz sem zelo čujem. Ali si za, čakaj, da najprej vprašam, ali si za, da si res od teh kozlov tudi malo odpočijemo še z enim glasbenim vložkom in sicer v angleščini, da potem preideva na prevajanje iz angleščine in znova prosim Marko in Miha, izvolite. Povedal, tudi ti si kakšnega kozla ustrelil, Jože. Jože, tudi ti si kakšnega kozla ustrelil, meni si povedal in priznal, da je nekoč prevedel in je šlo Dopplerjev efekt kot dvojni učinek. Ja, tako da tudi ti kakšnega kozla imaš za sabo, to se vsem zgodi. Ta pesem, Jože, je pa se pač prvič bova izvedla, ni prav posebej zanimiva, ampak to si večkrat rekel, da bi morali melanholiki izvajati. Ja. In zdaj pač kot neko nadomestilo bi zdaj to poskusila. In sicer gospod Johnny Cash, ki je vse bil zmeri v črnem in tole je tudi precej črno. Ja. Love, burning thing, and it makes a fire. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire.
I fell into the burning ring of fire, and down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 a ring of fire, a ring of fire. In Shankara. I fell into the burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. In gledam, to postane šifre. Ker to je, recimo, stil, ki ustreza tvojim stilu. Če bomo nocoj katerega Stadeja hvalili, bo to Jože, Marko pa pride kaj drugič na vrsto. Sedaj pa... Šala. Hecam se. Sedaj pa si za, da poslušamo nekaj izpod tvojega peresa, in sicer iz Beckettovega Murphyja. In ne bo bral Marko, ne boš bral ti, temveč bo to prebral Ratko Polič Rac. Zahvaljujemo se v imenu društva tretjemu programu Radia Slovenija, program Ars, da so nam dovolili predvajati ta posnetek. Torej, Ratko Polič bere iz Beckettovega Murphyja v prevodu Jožeta Stadeja. Zdaj pa samo malo, da tole ali mi bo uspelo. Ja, žal smo prišli do tej zgodbi, do točke, ko je treba poskusiti in kako opravičiti izraz Murphyjev duh. Na srečo se nam ni treba ukvarjati s tem aparatom, kakršen je bil v resnici. To bi bilo pretirano in predrzno, ampak samo s tem, kakršnega se je čutil in za kakršnega se je imel. Murphyjev duh je na vsezadnje obremenilo gradivo teh podatkov. Kratek prerez do njega samega nas bo rešil potrebe, da bi se še naprej opravičevali zaradi njega. Murphyjev duh si je sam sebe predstavljal kot veliko, votlo kroglo, hermetično zaprto pred vesoljem zunaj nje. To ni pomenilo, da je prikrajšan, ker ni izključeval ničesar, česar ne bi vseboval sam. V vesolju
Zunaj njega nikoli ni bilo. Ni in ne bo nič takega, kar že ne bi bilo navzoče v vesolju, znotraj njega, kot virtualno ali aktualno, ali virtualno, ki raste k aktualnem, ali aktualno, ki pada v virtualno. S tem Murphy ni zabredal v idealistični katran. Obstajal je duhovni fakt in obstajal je telesni fakt, enako resničen, čeprav ne enako prijeten. Ločil je med aktualnim in virtualnim v svojem duhu, ne kot med obliko in brezoblično željo po obliki, ampak kot med tistim, s čimer je imel tako duhovne kot telesne izkušnje in tistim, s čimer je imel samo duhovne izkušnje. Tako je bila oblika brce aktualna, oblika božanja pa virtualna. Duh je čutil, da je njegov aktualni del zgoraj in je jasen, virtualni pa spodaj in izginja v temo. Vendar tega ni spravljal v zvezo z etičnim jojojem. Duhovna izkušnja je bila odrezana od telesne, njena merila niso bila merila telesne izkušnje in če se je del njene vsebine ujemal s telesnim faktom, ni imel ta del nič večje vrednosti. Ni deloval po načelu vrednosti in ga potem ni bilo mogoče urejati. Bil je narejen iz svetlobe, ki izginja v temo, iz zgoraj in spodaj, ne pa iz dobrega in slabega. Vseboval je oblike z vzporednico v drugem modusu in oblike brez njih, ne pa pravilnih oblik in napačnih oblik. Ni čutil spora med svojo svetlobo in temo, nobene potrebe, da bi njegova svetloba požrla njegovo temo. Potreba je bila taka, da je bil zdaj v svetlobi, zdaj v polovični svetlobi, zdaj v temi. To je bilo vse. Tako se je Murphy čutil razcepljenega na dvoje, na telo in duha. Očitno sta občevala, sicer ne bi mogel vedeti, da imata kaj skupnega, vendar je čutil, da je njegov duh neprepusten za telo in da ne razume, po kakšnem kanalu teče občevanje, ne tega, kako je prišlo do tega, da se obe izkušnji prekrivata. Bil je prepričan, da nobena ne izhaja iz druge. Ni pomislil na brco, ker bi jo začutil, a tudi ni začutil brce, ker bi pomislil na njo. Mogoče je bilo to vedenje v takem razmerju do dejstva o brci, kot sta dve veličini do kakšne tretje. Morda je bila zunaj prostora in časa kakšna duhovna, netelesna brca. Odvekomaj, ki se je Murphyju nejasno razkrila v osodnostnih modusih zavesti in širine, brca in intelektu in brca in re. Kje je bilo potem najvišje božanje? Naj je bilo to kakorkoli, Murphy je zadovoljno sprejemal delno skladnost sveta svojega telesa kot posledico takega procesa nadnaravne določenosti. Vprašanje ni bilo posebno zanimivo. Ustrezala bi mu vsaka rešitev, samo da se ne bi tepla z občutkom, ki se je krepil, kakor se je Murphy staral, da je njegov duh zaprt sistem, ki ni podložen nobenim drugim načelom spreminjanja kot svojim lastnim, samozavesten in odporen proti telesnim spremembam. Neskončno zanimivejše kot to, kako je prišlo do tega, je bilo, kako je to mogoče izkoriščati. Bil je razcepljen. Del njega samega ni nikoli zapustil te duhovne komore. Kazala se je kot krogla, polna svetlobe, ki izginja v temo, ker iz nje ni bilo poti, a gibanje v tem svetu je bilo odvisno od počitka
v zunanjem svetu. Človek je v posteli, hoče spati. Za steno pri njegovi glavi je podgana, hoče se gibati. Človek sliši nemirno podgano in ne more spati. Podgana sliši nemirnega človeka in se ne upa zganiti. Oba sta nesrečna, če je eden nemiren, drugi pa čaka. Ali oba srečna, če se podgana giblje, človek pa spi. Če je imel Murphy telo po konci, da tako rečemo, in v gibanju je kolikor toliko lahko mislil in spoznaval z nekakšnim tic douloureux, ki je zadostoval za njegovo parodijo razumnega vedenja. Vendar tega ni imel za zavest. Njegovo telo je bolj in bolj legalo v mirovanje, ki je manj negotovo kot spanje, tako da mu je bilo udobno. Duh pa se je lahko gibal. Zdelo se je, da je od tega telesa ostalo le malo, kar ne bi bilo soudeleženo pri njegovem duhu. Tisto malo pa je bilo ponavadi utrujeno že samo po sebi. Razvoj tistega, kar se je zdelo kot zarota dveh popolnih tujcev, je ostajal Murphyju ravno tako nerazumljiv kot telekineza ali lejdenska steklenica in ravno tako malo zanimiv. Zadovoljstvom je ugotovil, da obstaja, da se njegova telesna podoba bolj in bolj ujema z duhovno. Kadar je pešal telesno, je čutil, da oživlja duhovno, se sprošča za gibanje med duhovnimi zakladi. Telo ima svoje skladišče, duh ima svoje zaklade. Jože, prej si rekel, Ivo Andrić, ta pa zna pisati. Jaz bom pa rekla, Jože Stabej, ta pa zna prevajati. Mikrofon. Res je. Jaz sem pripravil še si tole poradko pozelo malo naporno, moram reči, različno to povedal. Ne vem, če se sinjate, ampak ti preskoki v moči, glasnosti in tako naprej so sjajni. Zdaj, očitno je s tem Murphyjem je bil zadovoljen sam, dvekrat, za tem je prišel pa naslednja knjiga seveda z naslovom Vod. To se pravi, Vod, to je oseba, ki se piše enako, kot se vemo, kateri Vod. In tam je pa šel še veliko bolj naprej v dogajanjih, ki se recimo prepletajo kot nekakšna, kaj bi rekel, klopčič, in vedno upošteva vse možnosti. Recimo, v neki sobi so 4 osebe, ta soba ima 4 odprtine, okno, vrata, shramba pa žreti. In potem opisuje za vsakega posebej, kako je gledal koga in kako je oni naslednji gledal potem sem, pa ta od tukaj ni gledal sem, ampak je gledal sem in tako. In tega je vse polno. Zraven pa prevzema tudi globina teh njegovih misli. Zdaj bi jaz samo en krajši odlomek iz Voda, kjer opisuje, kako je ta Vod pravzaprav hodil. On je bil služabnik in zdaj šel, je pa odšel od tam drugam, vse težko reči, ampak je vse izgleda knjiga. Ampak kako to približno zgleda, tisto gledanje ne bo resno. Kadar je Vod krenil naprimer proti vzhodu, je zasukal trup kolikor mogoče proti severu in hkrati sprožil desno nogo kolikor mogoče proti jugu. Potem je zasukal trup tolikor mogoče proti jugu in hkrati sprožil levo nogo kolikor mogoče proti severu.
Potem je spet zasukal trup, kolikor mogoče proti jugu in sprožil levo nogo, kolikor mogoče proti severu in tako naprej, spet in spet, velikokrat veliko, dokler ni dosegel cilja, kjer se je lahko usedel. Tako je stal najprej na eni nogi in potem na drugi in se kakor brzeč, lenivec premikal naprej v ravni črti. Pri tem počenju se kolena niso upogibala, lahko bi se, a se niso. Zdaj pa da si kdo predstavlja, kako je ta hodil, ne? Ampak in takih stvari je vse polno in potem začneš uživati, dejansko jaz sem v tem prevozu sem užival. Ampak sem si moral pa večkrat tole označiti, ker se nenehno pojavljajo isto, ne? Kažem, ista beseda, ne? Pa mimo grede preskočiš dve vrstici, pa zajedeš tudi pri prevajanju, ne? Ja. Ampak je treba kontrolirati, ja. Jože, ura nam tako hitro tik-taka, da je že toliko, da bi počasi prevesila v zaključni del, pa preden končava, pa dajmo še nekaj francoskega, no? Izvolita, Marko in Miha. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. La 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 la, para pa pa pa, te a para pa 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 pa. Hier soir, des inconnus, ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre à 1000 corps, tous les oiseaux du point du jour chantent de l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. La 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 la, para pa pa pa, ra para pa 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 pa. La 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 la, para pa pa pa, pra para ta 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 ta. Pa še refren po slovensko. Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine na mladost čez Šuštarski most. Terca la 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 la, para pa pa pa, la para pa 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 pa. Aha. La 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 la, para pa pa pa, la 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 pa pa. Eno vprašanje še za konec. Kaj ti pomeni jezik? Kaj je zate jezik? Katerikoli?
Ja, jezik je zame izrazno sredstvo, ki ima neskončno veliko variant, ampak jaz sem vedno za pravilne, če se le da. Moja osnova je bodi zvest, ne, in ne delaj neumnosti. Ne. Težko bi rekel, da začne, ampak recimo eni so bolj spevni, drugi so bolj in tako naprej. Ampak jaz pravzaprav vseh uživam. In tudi rad, če se pogovarjam, kolikor mogoče, poskušam se približati melodiki, ki je pač tam, ki je. Ne. In tako da jezik je prva in pomembna stvar in meni se samo zdi, da je treba na slovenščino paziti, kot vsi poudarjajo, ampak ne čisto vsi. Ne. Samo, ko so razna poročila o tem, kako recimo ne vem kakšen procent otrok v bistvu niti ne samo, da ne more povedati vsebine, ki jo je pravkar prebral, ampak da tudi iz tega sploh ne more slediti besedam in pomenu. In potem bi postane pravzaprav nepismen pri vsem šolanju in ne vem kaj. Recimo. Ne bomo pa videli, kaj bo rekli, da so včasih bili predpisi. Ko smo mi začeli, takrat recimo v tistem času, smo pazili drug na drugega in kako je stvar v pravopisu in če je bila v pravopisu drugače, potem ni bila pravilna. Ne? Mislim, to, kar si ti imel. Ne? In vse se včasih se pa tudi sami zmotijo, ampak to je pa že druga reč, ker teh jezikovnih komisij ni. Ne. Recimo, ampak zdaj je prijela misel, primer, sklep ali pa kako je že drugo odločitev. Pardon, zaključek je bilo rečeno, v pravopisu piše tako. Ne. Pri zaključek je ne vem tisto, kaj je zvezdica, da ni dober, ne, in pravi, da moraš narediti sklep. Ne. Potem pa če pa pogledaš ti pod sklep, ne, pa tam piše sklep, zaključek. Ne. In si se isto besedo, ki jo pod eno prepoveduje, jo pod drugo svetu je to narobe. Ali pa v pravopisu tudi piše, recimo, vsi vemo za ta tragični, ta polemijo v prvi svetovni vojni, ko je cel kup te angleške vojske v Dunkerku je bil uničen. In potem ta Dunkerque se piše pač z dvema kujema. Zdaj pa v Ameriki je pa Albuquerque, ti se pa samo en, zdaj pa oni tam tudi pišejo Albuquerque, to se pravi napaka, ampak nobody is perfect. To je res, glede tega, torej o lepoti jezika in o zvestobi prevodu lahko beremo v tvojem članku o pobliskih v prevode, v rubriki v bukli, ki jo ureja DSKP in z naslovom Zvesto in ali lepo. Govoriš o tem, torej o stopnji nezvestobe in zvestobe pri prevajanju in potem rečeš na koncu, zvestobo najprej iščem pri sebi, zanjo si načelno prizadevam po najboljših močeh. Ni je besede, ki je ne bi poskusil, kolikor mogoče ustrezno prestaviti v slovenščino, seveda v duhu našega jezika, zaradi česar jo je vendar dostikrat tudi treba izpustiti, ker sta na primer kakšno reklo ali podobna zveza po naše zasukana drugače in tako naprej. Jože, s čim bi sklenil najin pogovor, morava končati, ker bi se radi tudi malo neformalno podružili in tudi nazdravili. Mikrofon. Najlepše se jaz zahvaljujem za prihod in za poslušanje, upam, da se bo uvedlo. Jaz mislim, da ti si sploh ti si bil super. Jaz bom rekla tako, dragi Jože, hvala lepa. Sedaj pa pride še Tanja.
Jaz pa prihajam v imenu našega društva, Društva slovenskih književnih prevajalcev, in prinašam nekaj, pač moramo reči, da velikokrat mislimo na vas in na vsa ta druženja, in seveda smo mislili na vas tudi ta vikend, ko smo bili na simpoziju v Goriških Brdih. In ker smo toliko mislili na vas, smo vam seveda mogli za Brd tudi nekaj prinesti, kar si lahko doma natočite v kozarec. Tukaj bomo uporabili drugo vino, skratka iz turistične kmetije Šibav z Brd, 2 različni steklenici. Zraven pa smo prilepili še nekaj, kar smo ponovno nadaljevali, skratka z izdajanjem revije Hieronymus z 8. številko, ki je izšla v bistvu z lansko letnico, ampak pred kratkim, tako da še v imenu društva čestitam za ta jubilej in za vse, kar ste v bistvu dali našemu društvu. Hvala.